Nocoj se pri avtocesti oziroma na avtocesti pri Postojni začenja nočno delo. Za koliko bo to pospešilo dela? Kot meni obljublja izvajalec teh gradbenih del na tem odseku avtoceste za približno 20 do 30 dni. In jaz si srčno želim, da se to res uresniči. Dali bomo vse od sebe, da se tej zastoji čim prej zaključijo, kajti to je tisto, kar ljudi najbolj jezi, se pravi zastoj in da se ob tem nič ne gradi. Zdaj pa nočno delo bo zelo pospešilo, se pravi in skrajšalo samo gradbišče. No, dela potekajo na Štajerski avtocesti, na Gorenjski, na Vipavski hitri cesti. Bodo delovišča povsod odprta tudi ponoči ali to velja samo za Primorko? Zdaj začeli smo tukaj na Primorki, pri Postojni. Sem pa jaz dal že pretekli teden apel vsem izvajalcem in tudi družbi Dars, da začnejo z deli po noči tudi drugot. Če to pač deluje v tujini, v Avstriji, v Nemčiji, v Italiji, potem bojo nočna dela delovala tudi v Sloveniji. In to je moj apel in izvajalci naj pač poskrbijo, da bomo imeli dovolj delovne sile in družba Dars in DRI pa naj poskrbijo, da bomo imeli vsa dovoljenja. Se pravi, zakaj smo v Sloveniji tako posebni, da se pravi, da do zdaj tovrstnih nočnih del nismo imeli, jaz tega ne vem, ampak tudi na Štajerski, tudi na Gorenjski in povsod. Po Sloveniji se bojo začela izvajati nočna dela, zaradi tega, ker ljudje niso popolnoma nič krivi, da trpijo vsak dan v res velikih zastojih in gnečah, medtem ko pač vidijo, da so gradbišča praktično prazna. Tokrat bo to drugače, tudi po noči se bo delalo. No, delo v nočnem času zaradi slabše vidljivosti in zmanjšane pozornosti voznikov pomeni večje tveganje za ekipe na terenu, so pred dnevi opozorili v Darsu. Kako odgovarjate na te pomisleke? Da je prav Dars tisti, ki mora zagotoviti varno delo. Če to lahko poskrbi Asfinag v Avstriji, bo tudi družba Dars v Sloveniji. In na njih je ta odgovornost. Je pa res, da prihaja pri nočnem delu do določenih lahko varnostnih težav. Zaradi tega pa tudi nočno delo v določenih merah prilagojeno, tako mi tudi sam izvajalec zagotavlja, da bo za varnost maksimalno poskrbljeno. Ampak še enkrat, če tovrstna varnost je zagotovljena v Avstriji, v Nemčiji, v Italiji, potem bo tudi v Sloveniji in jaz apeliram na družbo Dars, da bo to uredili absolutno. No, veliko zastojev napoveduje tudi zapora avtocestnega priključka Postojna. Ste se tudi o tem nocoj pogovarjali? Ja, pravkar. Pravkar, ko smo prišli samo v Postojno, je tudi izvajalec dejal, da bo ta zapora priključka Postojna zlasti zadnji teden v mesecu juliju povzročila številne nevsečnosti, da bi trajala določen čas. Jaz si želim in sem tudi apeliral na izvajalca in pozivam tudi družbo Dars, upravo, da to zaporo pri Postojni opravijo čim hitreje. Zato, ker vsi ljudje, ki se bodo vračali iz morja, iz dopusta, iz Kvarnerja, grejo čez Pivko proti Postojni, bo tokrat šli proti Razdrtem in bo to pomenilo veliko bremenitev tudi za lokalne in državne ceste. Tovrstnih stvari in tovrstnih načrtovanj si v bodoče resnično ne smemo več privoščiti, kajti to je zelo neodgovorno in bi morali tovrstne stvari moji predhodniki na ministrstvu prilagoditi. Lahko pa obljubim, da se bom maksimalno trudil in žrtvoval za to, da se bo tudi pri priključku Postojna dela odvijala v nočnem času in čim hitreje. No, še to, nocoj odmeva tudi poročanje kolegov z POP TV, da naj bi Državna revizijska komisija jutri vložila obdolžilni predlog na okrajno sodišče zoper Dars zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji nove poslovne zgradbe na Griču. Ali ste morda nocoj o tem že govorili s predstavniki Darsa? Ne, s predstavniki Darsa o tem danes nisem govoril, sem pa že v preteklosti kot predsednik Komisije za nadzor javnih financ opozarjal na to, da je bilo tam številne stvari, da so bile neupravičene, zlasti številni aneksi. Povemo, da je bila ta poslovna stavba za 50% v bistvu preplačena, tako poročajo tudi kolegi iz komercialne televizije. Ampak ne glede na to, raje kot tako bogata poslovna stavba si bi jaz želel, da bi družba Dars dala ta denar v to, da se izvajajo hitreje dela na avtocestah.